Poleti v mednarodno sodelovanje, insignije v ponos občini, novosti za več turistične destinacije, apel k pomladitvi združenja, Slovenska vojska na obisku, s Petrom Panom prek meja, srebrna klapa za prekratko zgodbo, domoznanski večer z Vikijem Grošljem. Dober večer in lepo pozdravljeni v popraznični oddaji. In še kar nekaj prazničnih dni se nam obeta do zasluženih počitnic. Pred tednom dni smo se pridružili enemu izmed sestankov članov odbora za mednarodno sodelovanje, ko so medse povabili vse organizatorje prireditev, ki naj bi se odvijale od srede 22. junija do nedelje 26. junija. Letos bo osrednji dogodek podpis listine o pobratenju s francoskim krajem Kre. Prisotne pa bodo tudi delegacije iz italijanskega Ponte San Nicola, nemške Nide in srbskega Zaječarja. To so tudi kraji, s katerimi občina Medvode neguje stike s podobnim namenom, da se podpiše listina o pobratenju. Doslej so potekala prijateljska srečanja in izmenjave delegacij s kar nekaterimi mesti v tujini. Če naštejemo le St. Ives v Angliji, Olofstrom na Švedskem, Esperange v Luksemburgu, Ivanec na Hrvaškem, trenutno pa so aktualni še Zaječar iz Srbije, Ponte San Nicolo iz Italije, Nida iz Nemčije in seveda Kre iz Francije, kjer je bil že storjen korak naprej. Listino o pobratenju sta oba župana konec prejšnjega leta že podpisala v Kreju, sedaj pa jo bosta v okviru občinske slovesnosti ob dnevu državnosti simbolično še v Medvodah. Zato je bil tokratni sestanek članov odbora za mednarodno sodelovanje namenjen predvsem predstavitvi okvirnega programa, ki se bo odvijal od 22. do 26. junija. Medse pa so povabili tudi organizatorje še ostalih siceršnjih prireditev v tem obdobju, kot so kresovanje v Hrašah, pohod po poteh roparskih vitezov, gasilska veselica in slovenski dan v Dragočajni. Dogajalo se bo tisto, kar se sicer dogaja v teh krajih, s tem, da bomo imeli več obiska, ker bomo dobili goste iz Francije, goste iz Italije, iz Srbije, upamo, in Nemčije. To pomeni, da bodo stvari mogoče malo drugačne, zato ker se bo govorilo več jezikov, ker bomo srečali ljudi, ki prihajajo iz drugačnih okolij, z drugačno kulturo. In to zna biti popestritev. Sicer pa mislim, da je predvsem pomembno, da občani vejo, da je to za občino neka obogatitev in za občino kot skupnost ljudi, da je to za njih dobro, tudi če niso čist neposredno povezani, ampak da je to širitev duha. Evropska komisija že od leta 1989 namenja finančno podporo aktivnostim, ki vodijo v pobratenje, če le te temeljijo na promoviranju evropskih vrednot. Mir, demokratično delovanje in aktivno državljanstvo so 3 temeljne vrednote programa Evropa za državljane. Program do leta 2020 se deli na 2 sklopa: krepitev evropskega zgodovinskega spomina in krepitev demokratičnega delovanja in državljanske udeležbe, pod okrilje katerega sodi tudi pobratenje mest. Odbor je zato projekt oziroma prireditve, ki se bodo odvijale v sklopu tedna mednarodnega sodelovanja, prijavil tudi na razpis Evropske unije. Rezultati, ti bodo znani maja, pa bodo vplivali tudi na vsebinske poudarke na prireditvah in predvsem na vsebino Evropskega večera, kjer naj bi se predstavila vsa gostujoča mesta. Evropa spodbuja to, da se državljani, pravi na tej najnižji tudi lokalni ravni sodelujejo, da izvajajo skupne projekte, da razmišljajo o tem enotnem evropskem prostoru, enotni skupni prihodnosti. Pomembno je najti neko pravo kombinacijo, da ponudimo hkrati spoznavanje na kulturnem področju, na nekem tem bolj sproščenem duhu, se pravi občani za občani, pa tudi, da hkrati razmišljamo o neki skupni prihodnosti, o Evropi, o tem, kaj si želimo v prihodnosti, kako lahko pa mi kot državljani, kot občani pripomoremo k nekemu skupnemu razumevanju in strpnosti med državljani in med različnimi narodi. Glede na dejstvo, da na vsakem razpisu, ki je 2-krat letno sofinanciran, izberejo samo eno občino v Sloveniji, je verjetnost, da bomo izbrani po mojih predvidevanjih zelo majhna, sem pa vesela, da smo uspeli se lotiti tega, da smo prvič samostojno, seveda s pomočjo Blaža Grila, ki mi je pri tem izjemno pomagal, uspeli to prijavo narediti in se ob tem tudi nekaj naučiti, in če nam letos ne uspe, nam pa mogoče drugič ob kakšnem večjem dogodku, malo dlje trajajočem, pa to uspe.
Želja članov odbora je, da bi za vse goste, okrog 80 jih pričakujejo, naši gostitelje med občani. Zato še vedno velja poziv vsem, da se vpišete v bazo gostiteljev. Doslej so zagotovili že 57 nastanitev. Kakšen mora biti gostitelj, kakšnim lastnostim mora ustrezati, niso tako zahtevne, kot mogoče kdo misli. Ja, točno tako. Sploh te naši gostje niso zahtevni, seveda morajo imeti posteljo, tuš in pa seveda zajtrk. To je tisto, kar nekako mi kot organizatorji pričakujemo, ker mi, ki smo bili na gostovanju nekje v teh naših mestih, ki prihajajo sedaj k nam, iz lastnih izkušenj lahko povemo, da mogoče smo mi čist preveč prestrašeni, da ne bomo kakšno narobi zadevo naredili, da ne bomo kaj pozabili, jih postrež dobro in to tako. Jaz mislim, da to je čist ena taka lepa, prijazna gesta vsakega človeka, ki želi sprejeti gosta v svojo hišo, pa čeprav ga ne pozna. Kot gostja sem opazila, bila sem namreč vodja delegacije v italijanskem Pontu San Nicolu in pa članica v obeh mestih Kre in Nida, da so ljudje drugje in organizatorji drugje mogoče malce manj obremenjeni z strogo organizacijo, z strogim tajmingom in s tem, da mora vse biti po pravih, tako kot smo pač mogoče Slovenci radi, da so vse organizacijske stvari pod kontrolo, da se včasih stvari lahko tudi spontano zgodijo in da so prijetne. Ne gre za to, da te nekdo 5 dni gosti po gosposko, niti ne gre za to, da pač si na nekem turističnem potovanju, ampak gre v prvi vrsti za to, da pač spoznavaš ljudi, spoznavaš kulturo, spoznavaš deželo in na ta način se poskušamo drug od drugega nekaj učiti. Glede na to, da ima tudi bogate izkušnje kot gostiteljica, pravi, da neznanje jezika ni nobena ovira in da se da tudi z rokami veliko povedati. Torej, nočitev in zajtrk je v domeni gostitelja, za vse ostalo bodo poskrbeli člani odbora oziroma organizatorji. Gostitelji pa, če boste seveda želeli, se lahko z njimi udeležite vseh prireditev. Osrednja podpis listine o pobratenju z mestom Kre se bo odvijala v Zbiljah in takrat naj bi se občina Medvode in tudi župan že ponašala s primernimi insignijami. Tako so na zadnji seji občinskega sveta sklenili občinski svetniki. S sprejetim sklepom naj bi realizirali del odloka iz leta 1997 zelo dolgim naslovom, ki določa, da so insignije občine Medvode poleg likovne podobe grba tudi županova protokolarna ovratnica, pa naj bo to ogrlica, veriga ali lenta, ki jo župan nosi ob vseh protokolarnih dogodkih. Prejšnji župan ta del odloka ni realiziral. Zadnje izkušnje občine Medvode z okrepljenim mednarodnim sodelovanjem in izkušnje ostalih občin pa kažejo na to, da je to ena izmed potrebnih insignij. Bi rad poudaril, da tukaj ne gre za nek oseben prestiž, da imam jaz neko blazno veliko željo, pač pa gre za to, da po našem mnenju to pritiče funkciji tudi v smislu upravljanja porok, v smislu, kot sem prej rekel, slavnostnih sej in drugih slavnostnih prireditev, ki potekajo v naši občini. Cena županove verige ne bi bila med 4 in 7 tisoč evrov, kar je zmerna cena, saj se znajo te povzpeti tudi na 20 tisoč evrov. Jaz bi dal samo pobudo, da bi se poleg občinskega grba na tej verigi, da bi med simboli na prvem mestu predlagal, da se upodobi tudi lik Jakoba Aljaža, ki je zavetnik naše občine. Jaz nimam nič proti temu, da se pač odlok, ki smo ga evidentno do zdaj kršili, 20 let, pa še malo čez. To je kar lepa doba. Da pač to uredimo in tudi nimam nič proti, da se ji reče veriga, najbolj je, ker je povsod tako in ko pogledamo župana mestne občine Jankovića s tisto verigo zlato, jaz mislim, da bo zlata za ta denar prav lepo izgleda. A ne? In zakaj ne bi bil tudi naš župan približno tako lep s to verigo, če jo hoče nositi?
Meni se pač zdi vse glih, no, kar nekaj denarja. A obstajajo kakšne druge variante, kakšne cenejše, ali je samo to srebrna, zlata varianta? Seveda ne gre zdaj za 5 kg zlata. Ne. Tisto pa tudi sefa ni, ki bi to gre za pozlačeno, no, tako. Zagotovo gre za pozlato. Jaz bi to rad rekel, no, kar se varovanja tiče, bo v edinem sejfu, ki ga imamo v hiši, tako da sejf je že, samo še ogrlice ni. Ne moramo eno volovsko ketno županu obesiti za vrat, to mora biti resen izdelek, to mora biti lep in izdelek, ki bo ukazal tudi naš odnos do naših krajanov in župana do krajanov, do kraja in do našega odnosa, do nas samih. Jaz pa malo naprej mislim, ker zdaj imamo župana, lahko bomo imeli pa kdaj županjo, tako da ko te to verigo delali, naj bo, da bo lahko še županja nosila kdaj. Občinski svetniki so na zadnji seji ob pohvali dosedanjega dela dali svoje soglasje k imenovanju Rajka Vajda za direktorja Zdravstvenega doma Medvode tudi v naslednjem 4-letnem obdobju. Bil je sicer edini kandidat. Pohvalno je, da je veliko teh specialističnih dejavnosti tudi v Medvodah. Mogoče samo eno nasvet, predlog, želja, karkoli se lahko temu reče, še vedno je za starejše zelo okrnjena pa zobozdravstvena dejavnost. In tukaj imajo starejši ljudje res velike težave, star človek ne more čakati, 3, 4, 5 let, da se mu zamenja proteza, da pride pri nekem zobozdravniku na vrsto. Na zadnji seji so občinski svetniki dali prvo zeleno luč za spremembo odloka, po katerem se graditeljem zaračunava komunalni prispevek. Po novem naj bi bil izračun bistveno nižji, predvsem za obrtnike in podjetnike. To je bila tudi ena od točk srečanja župana z medvoškimi gospodarstveniki. Kaj še pa v naslednji oddaji. Člani turističnega društva Zbilje so se zbrali na 63. rednem občnem zboru. Pregledali so poročila delovnih teles za preteklo leto in si zastavili cilje za naprej. Na tej točki jim je načrte o gradbenih projektih, ki se bodo na območju Zbilj izvajali v prihodnosti, podrobneje opisal tudi župan, ki je izpostavil, kako pomembne so Zbilje za turizem v Medvodah. Članice in člani turističnega društva Zbilje so se zbrali na rednem občnem zboru, kjer so opravili pregled dela za leto 2015. Obsežna poročila delovnih teles so pokazala na številne aktivnosti in dejavnosti, ki jih društvo izvaja na področju turizma in veliko vloženega truda v razvoj Zbilj kot priljubljene turistične točke. Treba je vedeti, da je naše turistično društvo v lanskem letu plačalo ureditev javne razsvetljave skozi stari del vasi Zbilje, da smo kupili vse nove LED barčne svetila, da smo uredili javno razsvetljavo tudi od Vaškega trga do Ključevalnice Sidro, kar pomeni, da se res trudimo, da bi krajanom omogočili boljšo kakovost bivanja. Turistično društvo Zbilje pripravlja tudi mednarodne dogodke. Že več let sodeluje z društvi za promocijo azijske kulture. V okviru sodelovanja bodo tudi letos pripravili azijski kulinarični dan. Na predvečer Dneva državnosti pa bodo Zbilje gostile tudi predstavnike občin iz tujine, s katerimi je občina Medvode pričela postopek pobratenja. Tako se bodo na Zbiljah srečali predstavniki francoskih, srbskih, italijanskih in nemških občin. Občnega zbora se je udeležil tudi župan Nejc Smole, ki je poudaril pomembnost Zbilj kot turistične točke, obenem pa je predstavil tudi nekaj gradbenih projektov, ki jih je občina zastavila na območju Zbilj. Torej, turistično društvo Zbilje je eno najbolj dejavnih turističnih društev v naši občini, tudi turistično društvo, ki na nek način upravlja z eno najbolj prepoznavnih znamenitosti občine, torej Zbiljskim jezerom. Tudi zelo številčno, preko 150 članov ima. Predvsem pa se mi je zdelo pomembno, da članom predstavim projekte, za katere se odločamo oziroma smo se že odločili, pa za izvedbo le-teh nujno potrebujemo njihovo pomoč. Govorimo o rekonstrukciji državne ceste, o ureditvi področja komunalnih vod, ureditvi sprehajalne poti okrog jezera ter odkupih zemljišč za ureditev parkirišča, ki bo omogočil, da bo na Zbilje lahko prišlo več obiskovalcev. Pri tem parkirišču gre najprej za projekt skupine krajanov iz
zbili, ki so našli to lokacijo in potem na izjemno dobro voljo in pozitiven odnos občine, ki sedaj pelje te projekte naprej, se pravi, da je občina skozi občinski svet že spravila osnutek prostorskega načrta za to parkirišče, da se pogovarja z lastniki zemljišč in seveda, da čakamo na to, da se sprosti nekaj sredstev, pa da se vsa ta dokumentacija tudi uredi, potem pa jaz upam, da bo to v nekaj letih to parkirišče tudi narejeno. Občina je že pridobila večino soglasij pristojnih organov za izvedbo projekta, manjkale je še podpis Agencije Republike Slovenije za okolje ter pogajanje z lastniki zemljišč o prodaji. Ne zanikam, da gre za večleten projekt, zagotovo tudi proračun občine Medvode ni sposoben tega sfinancirati vse v enem letu. Vidim pa kardinalen premik naprej k temu, da smo uspeli vse tiste zadeve, ki so se sicer kopičile leta in leta in se niso uredile, uspeli zdaj v roku enega leta urediti. Sicer ima turistično društvo letos v načrtu asfaltiranje ceste na Zbiljsko Dobravo, ki bo predstavljala en krak poti do bodočega parkirišča. Na letni konferenci so se minuli četrtek zbrali tudi člani Združenja borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Medvode. Pregledali so delo minulega leta, ga ocenili za odličnega in naredili smernice za naprej. Tako kot vsako leto in letos ni bilo nič drugače, pa je bilo temeljno vprašanje, kako pomladiti svoje vrste. Ko je predsednik Združenja borcev za vrednote NOB Medvode Vladimir Bertoncelj potegnil črto pod letom 2015, je podal sledečo oceno. Odlično. Nimam kaj za reči, samo kako, da je nam uspelo, če ne bi bilo dobrih te ekipe, te najbližjih, bom rekel, ki se lahko pogovarjamo na ti, ki si zaupamo enem drugemu. To je tisto, kar je dalo tudi rezultate. Kot je dejal, so namreč v letu 2015 dostojno počastili 70-letnico osvoboditve izpod okupatorja, bili prisotni na vseh pomembnih slovesnostih širom Slovenije, so organizirali že vse tradicionalne prireditve in komemoracije, še posebej pa je izpostavil soorganizacijo srečanja izgnancev med drugo svetovno vojno s področja Gorenjske na pristavi v Goričanah. Kot žalostno dejstvo je izpostavil le, da so vrata dvorca Goričane, kjer je bil medvojno zbirni center, ostala zaprta. Kot velik podvig po več desetletnem trudu je izpostavil tudi dejstvo, da so s pomočjo podjetja Gradkop in Slovenske vojske uspeli v lanskem letu namestiti spominski obeležji na teže dostopni mesti, kjer sta med vojno delovali partizanski tiskarni Donas in Trilov. S tem pa delo še ni končano. Velike upe polaga v javni zavod Sotočje, ki je po novem zadolžen tudi za spominska obeležja iz obdobja NOB. Poleg dostojne obeležitve dveh obletnic, 75-letnice ustanovitve Osvobodilne fronte in 75-letnice streljanja prvih talcev pri nas, ter že tradicionalnih prireditev in poleg dokončne ureditve arhiva in predaje fonda za to usposobljeni ustanovi, je Matevž Barle izpostavil predvsem oblikovanje spominskega parka v Gramozni jami v Medvodah ob obstoječem spomeniku talcev. V preteklosti so bile iz gotovih objektov odstranjene spominske plošče in te so zdaj nekako v depojih in radi bi, da bi te plošče se dale v javnost na nekem drugem mestu, kjer na prvotnem ni več ali dovoljenja ali želje, da to tam je. V depoju imajo tako shranjeni dve spominski tabli z dvorca Goričane. Ena, ki spominja, da je bil prav tu medvojno zbirni center za izseljence, in druga, ki priča, da je v dvorcu leta 1934 potekala pokrajinska konferenca Komunistične partije Slovenije, na kateri je bil prisoten tudi Josip Broz Tito. V depoju pa je tudi tabla, ki so jo odstranili ob rušitvi Malenškovega mlina in ki med drugim priča, da je bil tu ustreljen domačin partizan Iztok Hafner. Verjetno se bo še dogajalo, da bo sem in tja kakšen lastnik hiše, na katerih se nahajajo te plošče, tudi v prihodnje zahteval, da se to odstrani in ne moramo temu nasprotovati in mesto taki odstranjeni plošči bi bilo prav sigurno v tem spominskem parku. Mislim pa, da je to že tako naravno
primeren ambient, da bi se z eno strokovno ureditvijo dali to zelo primerno urediti. Na dan 31. december 2015 je bilo registriranih članov Združenja borcev za vrednote NOB Medvode 188. V lanskem letu sta 2 iz združenja izstopila, 15 pa jih je umrlo. Za ilustracijo, pred 6 leti jih je bilo v združenju 80 več, kar 268. Poleg pomladitve svojih vrst, niti 5 jih ni mlajših od 30 let, so člani združenja podprli predlog Dušana Prešerna, da se vendarle vse krajevne organizacije, nekatere so skorajda nedelujoče, združijo v eno skupno društvo, ki bo združilo še vso preostalo energijo, ki jo premorejo posamezniki. Jaz mislim, da je to edina rešitev. Ko je bilo, se so statistiko vse pove, ko je bilo 800-900 članov, je bilo tudi drugače. Je bilo razumljivo, da so bile krajevne organizacije nosilke tega. Ne? Danes je tega drugače. Zakaj? Tudi krajevne skupnosti so bile drugače svoj čas. Tudi v letošnjem letu v Združenju Zveze borcev za vrednote NOB Medvode ostane izziv, kako nagovarjati simpatizerje, vse, ki spoštujejo vrednote NOB, da se včlanijo v združenje in predvsem, kako ohraniti vedenje o dogajanju med narodno-osvobodilno borbo med občani, predvsem med mladino. Za ilustracijo, ko so pred leti na vsa gospodinjstva v občini Medvode naslovili test o poznavanju dogodkov med drugo svetovno vojno na območju občine, so prejeli le 2 odgovora. In še to, kot je dejal Matevž Barle, pikra odgovora. Največja ena sreča se je nam zgodila po naši osamosvojitvi, kar se tega tiče. Kot da narodno-osvobodilna borba nima tiste vrednote, kar je dala možnost, da smo se lahko osamosvojili. Brez nje tega ne bi bilo. Prav danes je združenje gostilo pripadnike 20. pehotnega polka iz vojašnice Franz Rozman Stane iz Celja. Slednji so med drugim obiskali tudi rojstno hišo poveljnika prve slovenske vojske, po katerem vojašnica od sredine leta 2013 nosi tudi ime. Na povabilo Zveze borcev za vrednote NOB Medvode so se pripadniki 20. pehotnega polka udeležili obiska naše občine, ki je bil hkrati tudi prvi tovrstni obisk na takšnem nivoju. V jutranjih urah jih je v občinskih prostorih pozdravil tudi medvoški župan in jim podal nekaj osnovnih informacij o naši občini. Ta naveza je nastala, ko je vojašnica v Celju dobila ime po našem junaku Francu Rozmanu Stanetu. Mi smo prvi, ki smo se tega dogodka udeležili in to upam, da bomo tudi vnaprej, ko nas ne bo. Kot pravi Bertoncelj, je bil komandant Franz Rozman Stane narodni junak, prav dejstvo, da je bil tudi Medvoščan, nam mora biti vsem v ponos. Današnji uradni obisk je namenjen predvsem predstavitvi kraja in ogledu nekaterih znamenitosti, ki so tesno povezane tudi z življenjem Franca Rozmana Staneta. Bistveno je, da smo dobili povabilo gospoda Vladimira Bertonclja in glede na to, da naša vojašnica nosi ime Franca Rozmana Staneta že od leta 2013 v skladu s transformacijo. Predtem je bilo to ime vojašnice Edvarda Peperka v Mostah v Ljubljani. Smo se odločili, da je obvezno, da ohranjamo te tesne stike, da ohranjamo tradicijo, vrednote NOB, zato smo se danes tukaj oglasili. To je eno redkih povabil tovrstne narave, na katerega so se odzvali, saj zaradi operativnih nalog časa za takšne obiske skoraj da ni, predvsem zaradi nalog, ki jih imajo v zvezi z varovanjem zelene meje. So si pa z veseljem vzeli čas, saj so prepričani, da je potrebno celjsko medvoško ves vzdrževati tudi na takšen način. In kako dobro ste seznanjeni z delom in življenjem Franca Rozmana Staneta? Z delom smo kar dobro seznanjeni, vemo, da on izhaja dejansko iz Medvod, deloval je potem večji del med NOB na Štajerskem, zato se je tudi bila takrat taka odločitev, da naša vojašnica dobi njegovo ime. Smo pa malo manj seznanjeni tudi z ostalimi zadevami, ki jih bomo danes videli, se pravi tiskarna, stari smledniški grad, tako da bomo tudi to priložnost izkoristili, da si ogledamo malo to kulturo Medvode.
Obisk so nadaljevali z ogledom rojstne hiše Franca Rozmana Staneta, sledila je rojstna hiša Jakoba Aljaža v Zavrhu, nato pa še Smledniški grad, dolina Ločnice in ogled partizanske tiskarne Trilov in seveda številne druge kulturne in naravne danosti, ki jih ponuja naša občina. Pretekli torek je v knjižnici Medvode potekal 4. domoznanski večer, gost pa alpinist Viki Grošelj. Predstavil je svojo najnovejšo knjigo 40 let mojih soočanj s Himalajo. Večer je imel tudi dobrodelen pridih, Grošelj se namreč ta petek vnovič odpravlja v Nepal, v predele, ki jih je lani aprila prizadel uničujoč potres. S seboj bo odnesel zbrana sredstva od prodaje knjig, tudi z dogodka v knjižnici Medvode. Najnovejša Grošljeva knjiga je zbirka člankov, ki jih je zadnjih 20 let pošiljal od vse povsod v uredništvo časopisa Delo, izhajali pa so v okviru sobotne priloge. Članki odslikavajo slovensko in svetovno dogajanje v Himalaji skozi obdobje, v katerem je tudi Grošelj pustil močan pečat z 11 vzponi nad 8000 metrov. Z leti se je tega kar nekaj nabralo, najdli smo skupni jezik, da bi to skušali izdati v knjigi in sem imel potem nekako nalogo, da pač selekcioniram te članke, ampak bolj, ko sem jih pregledoval, bolj so stali. Še po 20 letih, tudi tisti prvi, in na koncu sem ugotovil, da pravzaprav nobenega nima smisla izločiti ali pa jih kakorkoli popravljati, kajti poleg tega, da je to, če so bili za sobotno prilogo dobri, bojo najbrž tudi za knjigo, Grošelj pravi, da kljub svojim letom vidi v Himalaji še vedno dovolj sebi primernih ciljev. Eden takšnih je prečenje nepalske Himalaje oziroma povezovanje še neosvojenih vrhov. V to deželo je preprosto zaljubljen, a vsaj toliko kot gore so ga prevzeli tamkajšnji ljudje. Po lanskem potresu v Nepalu, doživel ga je v živo, se je odločil domačinom, ki so ostali brez vsega, pomagati po najboljših močeh. Dva kolega sta bila pravzaprav malo lažje ranjena, potresu, in ko smo prikorakali v neko vas, kjer se je pred ljudmi pravzaprav se jim je dobesedno življenje podrlo, ko so gledali se svoje ruševine in ko smo mi prišli mimo in njihova glavna skrb veljala nam. Joj, vam se je nekaj zgodilo, rabite pomoč, vidim, da ste poškodovani od potresa in tako naprej. In oni so skušali poskrbeti za nas. Bolj, ko smo jih prepričevali, da bomo mi skušali kaj za njih narediti, če se bo dalo, oni so nekako to svojo pomoč izražali in to je bila taka neverjetno visoka etika ali pa morala, ki jo ti ljudje imajo očitno prirojeno. To se ne da pridobiti pravzaprav ali pa priučiti. Od vsake svoje prodane knjige tako namenja 3 evre za Nepal. Odziv Slovencev pa je bil in je še vedno izjemen. Knjiga je praktično razprodana in gre v ponatis. Prvi sklop zbranih sredstev je v Nepal odnesel že lansko jesen v okviru spominske odprave Manang 2015. Na pot pa se ponovno odpravlja že 1. aprila. Odhajam tokrat v eno od 3 področjih, kjer mislim še delovati, to je tokrat področje Khumbu, ki je nekoliko oddaljeno, torej pod Everestom, kjer je bilo nekoliko manj prizadeto v potresu, ampak ker se to nekako sovpada s tem mojim prečenjem nepalske Himalaje, torej ravno to področje med Makalujem in pa Lotsejem, ki je tako kar zahtevno, nekaj sedel je tam več kot 6000 metrov visokih in tudi tako moramo imeti kar alpinistično opremo, ampak ker se te dve stvari sovpadata, je pravzaprav idealno, da se mi to nekako, da je spomladi na vrsti Khumbu. Jeseni se namerava ponovno vrniti z novim paketom pomoči, takrat v eno od bolj prizadetih dolin, za katero mu je ob lanskem obisku zmanjkalo časa. V kraje, ki so mu v času alpinistične kariere ogromno dali, pa tudi vzeli, nenazadnje je v Himalaji izgubil 7 svojih prijateljev, se bo vračal, dokler bo to le mogoče. Če pa lahko tem ljudem v Nepalu karkoli pomagamo, seveda pa tega ne jemljem, niti ne kot svojo možnost ali pa pravico, ampak predvsem kot dolžnost. Tudi tega so me naučili hribi. Dan po velikonočnih praznikih so v Pirniškem vrtcu gostili zamejske Slovence. Mladi koroški lutkarji iz Doberle vasi so z igrico Peter Pan pričarali nasmeške na lička naših otrok. Koroško zamejsko slovensko prosvetno društvo Srce iz Doberle vasi je v obdobju enega leta otroke iz vrtca Pirniče obiskalo že drugič. Tudi tokrat so jim pripravili lutkovno predstavo, prvič so si lahko ogledali Mavričino ribico, sedaj pa Petra Pana.
do sodelovanja prišlo pa tako, da sem 2 leti nazaj jih opazoval na festivalu v Mini teatru v Ljubljani in sem imel zelo luštno predstavo in sem jih vprašal, če bi lahko prišli tudi eno predstavo odigrati naslednje leto za naš vrtec. Lani so tako prišli in odigrali predstavo v kulturnem domu v Medvodah, v dvorani. In potem sem skušal, da tudi letos pridejo in da bi pač tako nekako naredili eno trajno sodelovanje in da bi vsako leto prišli in da bi se lahko povezvali med sabo, morda bi kdaj tudi mi vrnili obisk. Letos smo že drugič tukaj pri vas v Pirničah v otroškem vrtecu. Lansko leto smo igrali Mavrično ribico in letos so se otroci sami izbrali lutkovno predstavo Peter Pan. Otroci sami izdelujejo lutke, smo na pripravah en teden v Ankaranu po poletnih počitnicah in potem imamo pa tedenske vaje ob sobotah ali nedeljah pri nas v Dobrovolji vasi v kulturnem domu. Imamo tudi režiserja, ki nam pomaga izdelati lutke, pa potem tudi celo sceno postaviti na oder, tako da je to danes dokončni produkt nas vseh. Predstavo so pripravili mladi člani prosvetnega društva Srce, stari od 7 do 12 let pod vodstvom mentorjev. Prav tako so sami poskrbeli tudi za celotni vizualni izgled predstave in izdelavo lutk. Kako si pa izberete zgodbo oziroma danes prav Peter Pan, mogoče zaradi tega, ker želite otroke kaj posebnega naučiti ali? Ja, seveda, otroci so si to sicer sami izbrali, je pa zelo važno za nas tudi ta jezikovna plat. Kajti pri nas na Koroškem govorimo seveda slovensko, so pa to narečja, ki jih govorimo, različna narečja po različnih dolinah in tako gojimo tudi slovenski jezik in pa seveda kulturo in pa tale medsebojni socialni faktor je tudi zelo važen za skupino. Nekateri igrajo že 4 leta, nekateri pa so se predstavili premierno. Ostani otrok, da mi ostanemo vsi otroki in da imamo še otroka zmeraj v srcu. Ja, tako to in da naj poskušaš vedno imeti otroka v sebi. Kdo ne pozna zgodbo o Petru Panu? Zgodbo so si izbrali mladi nastopajoči sami. Peter Pan je prebrisan fantic s sposobnostjo letenja, ki zavrača idejo o odraščanju in časti svoje večno otroštvo, polno dogodivščin. Fantazija polno življenje preživlja v deželi Nije, kjer je vodja svoje druščine izgubljenih fantov. Prav tako pa tam živijo vile, gusari, indijanci, morske deklice in za nekaj časa pravijo otroci, ki jih Peter Pan pripelje na obisk. Celotna zgodba je zelo priljubljena med otroci, saj je tako zanimiva, zabavna kot tudi poučna, saj podaja na zelo subtilen način etična in moralna pravila. Koga si navijala? Za Petra Pana. Zakaj? Ne vem. Za Kluka. Zaradi tega, ker je bil boljši pa meni bolj dober, tako sem izgledal. Tisti angelček. Tudi tista vila, ki mi je zanimiv, ki jih posipa s čarobnim prahom. Kapitan Kluka je Peter Pan porinil kapitana Klukata na krokodila in je ga požrl. Kaj ti je bilo najbolj všeč v predstavi? Gusarska ladja. Meni je bil poln krokodil, ker so pijaško ladjo šli pogledat, polno, ker se je bal unga krokodila. Peter Pan. Vse. Meni je bil všeč Peter Pan, pa kapitan Kljuka, pa indijanci. Eno glavnih vodil društva Srce je ohranjanje slovenskega jezika v zamejstvu in vseh njegovih dialektov. V vrtcu Pirniče pa so mnenja, da so lutkovne predstave odlična za animacijo in razvoj otrok. Mogoče pa slovenščina predstavlja ekipi kakšno težavo, je težje?
Ne ni težja, saj jo vsi doma govorimo, naučijo se pač nastopati na odru in pa prosto govorjenje in pa tudi pravilna izgovorjava, ker doma se pač v dialektu pogovarjamo. Meni se zdi, da je v bistvu te lutkovne predstave pač itak njena vsebina za otroke. Po drugi strani pa zanimivo otrokom pokazati, da lahko tudi oni, ki bodo par let starejši, sami se prelevijo v lutkarje in da tudi sami začnejo razmišljati o tem, da bi oni igrali, ne? In da bi bilo morebiti ena praksa dobra, da bi se zbudila v tem našem okolju, da bi se naredila kakšna dramska skupina z osnovnošolskimi otroci kot igralci, da bi malo presekali to monotonost odraslih igralcev, ki igrajo za otroke, ker v končni fazi je igrica namenjena otrokom in oni jo doživljajo po svoje. Pionirski dom, Center za kulturo mladih, je pred velikonočnimi prazniki podelil nagrade letošnjega 10. filmskega festivala Zoom. Med nagrajenci je bil tudi Pirničan Martin Adam Stevens, ki je s svojo skupino sodeloval v kategoriji srednješolskega filma in bil s filmom Prekratka zgodba nagrajen s srebrno klapo. Omenjeni film je eden od 3 delov načrtovane trilogije. V bistvu film je bil posnet za en festival Movit 6x60, kjer imaš 60 ur za posnet film, dobiš eno ovojnico na začetku, kjer pišejo not stavek, predmet in neko dejanje, ki se mora zgoditi v filmu. In potem imaš 6 ur za napisati film, posnet film, pa pol še zmontirati in pa ga moraš po 6 urah oddati. Na tistem festivalu nismo nič dobili, sem bil pa sam vesel, ker so naš film predvajali na velikem platnu. Sem pa vesel, smo v bistvu zdaj nekaj dobili za ta film, neko nagrado. Ne bi rekel, da mi pomeni nekaj preveč. Mogoče bi rekel, da je v bistvu neka nagrada za moje delo pa za neko umetnost, ki jo probam delati in da to v bistvu me še bolj naprej spodbuja, da še delam več kratkih filmov in da se še bolj ukvarjam z gledališčem. Poleg spodbujanja ustvarjalnosti mladih je festival namenjen srečevanju, medsebojnemu spoznavanju in izmenjavanju izkušenj, saj ustvarjalci lahko preverjajo lastno znanje in ustvarjalnost. V športni dvorani Medvode se ta konec tedna obeta prava paša za oči in ušesa. V njej bo v soboto 2. in v nedeljo 3. aprila potekalo dvodnevno mednarodno prvenstvo v standardnih in latinsko-ameriških plesih Ljubljana Open 2016. Na tradicionalnem plesnem tekmovanju v organizaciji Plesne šole Urška se bo pomerilo preko 320 plesalcev iz 20 držav. Najzanimivejše bodo finalne predstave, ki bodo na sporedu v soboto in nedeljo od 19. ure dalje. Društvo športnih psov Slovenije pa v sodelovanju s turističnim društvom Hraše pripravlja 4. memorial Henrika Sečnika. Vabljeni. Sedaj pa še ostali športni rezultati. Zelo uspešen vikend je za Pirničanom Petrom Stevensom, ki je v Atlanti na prvenstvu NCAA postal ameriški študentski podprvak. Na 100 jardov prsno je z rezultatom 51-51 osvojil srebrno medaljo in postavil nov rekord Univerze Tennessee. V 16. krogu 3. slovenske nogometne lige Center je članska vrsta nogometnega kluba Jezero Medvode v gosteh izgubila proti NK Komenda. Končni izid je bil 2-1 za ekipo gostiteljico. Uspešnejša je bila ekipa mlajših dečkov, ki je v gosteh premagala Komendo z 0-3. Ekipa starejših dečkov je v gosteh izgubila proti ekipi Labis Mengo 28 in sicer z 1-0. Ekipa Združenih mladincev NK Jezero Medvode in NK Ločan Škofja Loka je doma izgubila Savo Kranj, rezultat je bil 2-5. Ekipa Združenih starejših dečkov NK Jezero Medvode in NK Ločan Škofja Loka pa je v gosteh z rezultatom 0-6 premagala ekipo Niko Železniki. V ljubljanski kegljaški ligi je bilo odigrano 22. kolo. Ekipa Hidro 2 je zmagala v Ljubljani, ekipa Medvode 2 pa je bila uspešna na domačem kegljišču. V Medvodah na Čarmanovi je prišlo do prometne nesreče s pobegom. Policisti poročajo tudi o veliki tatvini v Mošah ter o tatvini 2 video nadzornih kamer v Zgornjih Pirničah.
Zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja pa so v Zbiljah zasegli osebni avtomobil in ga predali sodnemu izvršitelju. Zoper voznika so policisti podali obdolžilni predlog na okrajno sodišče. Policija občane opozarja na povečano število tatvin iz stanovanj, pri čemer storilci pogosto izkoristijo odsotnost lastnika in neovirano vstopijo v notranjost ter ukradejo denar ali vrednejše predmete. Opozarjajo vas, da zaklepajte vrata tudi ob krajših izhodih. Vse občane še pozivajo, da morebitne sumljive osebe, ki jih opazite v vaši okolici, takoj prijavite na številko 361 9440 ali številko policije 113, lahko pa tudi na anonimni telefon policije 080 200. Gledali ste četrtkovo informativno oddajo. Prijeten večer vam želim še naprej in seveda nasvidenje do prihodnjič. Lep pozdrav.